Zdaj je res prišel čas očiščevanja in če se ne motim, ste glih vidva z Marko Pogačnikom govorila, da v bistvu je čas gre vedno hitrejši, da se dan zmeraj bolj skrajšuje in to je vedno takrat, ko se eno obdobje zaključuje. In če greva tudi z astrologijo, evolutivno astrologijo, v bistvu ta vodnarjeva doba naj bi nastopila čez cirka 200 let in čez 200 let naj bi prišel avatar Kalki. To pomeni, da, to je skupina avatarjev, to ni samo eden. In takrat bo pa dokončna tista čistka in zdaj so priprave na vse to. In sedaj, kot sem prej že rekel, zdaj gremo v dve smeri, je križišče, absolutno. Zelo dobro intuicijo imaš. In sicer ena gre v transhumanizem, to pomeni, to je že vse postopoma strateško navajanje vsega tega. Vsi ti gadgeti, se pravi telefoni, merijo, zdaj bojo merili naše Handables, wearables, implants. Ja, zdaj bojo merili, če kakšne nevarnosti telezo, za srčni infarkt ali karkoli, to boš vse imel en čip noter, vse te bo meril in tako naprej, ampak to pomeni, če te nekdo lahko meri, pa lahko te na nek način zdravi nadaljavo ali kakorkoli, te tudi lahko izklopi, če boš prebudil nekaj in ti lahko tudi vzame tisto, kar ima pa res pravo ceno. To je naš spirit. To je neskončna cena. Mi, kot moja žena reče, mi sedaj prodajamo toliko veliko za toliko malo. Po domače svojo dušo, v bistvu je pa to spirit. Se pravi, ta prelomnica se zdaj definitivno dogaja. Tudi zelo odmeven je bilo, ko je moja žena povedala že par let nazaj, da je 15. maja 2018 šel Uran v bika in da v takrat naslednjih 7 letih bo več sprememb pa prej celotni znani zgodovini človeštva. In to se zdaj dogaja in finale bo tam okoli 2025, marc drug let bo zelo težek. Eno križišče je, ali nas bo zaslepila ta tehnologija, pa ne govorim zdaj, da se vračamo v kameno dobo. Tehnologija ni slaba stvar. Samo eno je, če ta tehnologija dominira, da prevzame nas, da ona obvladuje nas, je problem. Se pravi, če je pa to naše orodje, pa hvala Bogu, je pa super. Se pravi, v smislu, zjutraj se zbudiš in če moraš pogledati app, kako si spal, da ugotoviš, kako se počutiš, si zaslužen. Tako je. No, ampak zdaj poanta. Poanta je, ker to je zelo dolga strategija. To ni strategija 10, 50, 100, 200, 500 let, ampak veliko daljša strategija. Ker sem omenil Arkone in oni, za njih gre čas malo drugače, oni bivajo drugače in oni v bistvu lahko planirajo. Če naša življenjska doba, ne vem, 80 let, je to, kaj češ planirati, kaj do za 80 let, kljub temu, da vzgoje človeka 300 let planira in tako naprej, kitajski pregovor, ampak nekdo, ki ima pa drugače življenjsko dobo in v končni fazi, ki lahko tudi to prazno posodo nadomesti s svojim, se pravi, da se preseli v kakšno drugo telo, v temu danes znamo, takrat gre pa vse drugače. Torej, križišče pomeni, da ozavestimo, kdo mi smo. Da smo brezmejna zavest na kratkem postanku na planetu Zemlje, neskončna zavest, da nismo mi eni mečkani človečki, ki moramo enega tam v vladi, kar si že načel ali kakorkoli poslušati, pa nam on lahko daje odloke. Saj sicer je tudi rekel, preden en sistem razpade, rimski državnik, ne, preden sistem razpade, se vidi potem, koliko odlokov sprejemajo, da sprejemajo pred koncem neskončno odlokov, vsak dan en koliko. In to se zdaj dogaja, ne, tudi iz te praktične politične plati, o katerih hvala Bogu ne bomo govorili, ne. Torej, ta stečišče je, ta križišče je, mi se zdaj odločamo. Mi zbiramo, mi odločamo, mi kreiramo. Ampak, če se samo zavedamo, kdo mi v resnici smo. In še enkrat, če mi mislimo, da smo mi ubogi človečki, ki res vsak lahko z nami dela, kar hoče, potem mi moramo sedaj prebuditi našo notranjo moč. Se zavedati, kdo v resnici smo.